Spoštovani, odpiram slavnostno sejo občinskega sveta ob 24. občinskem prazniku občine Puconci. Drage dame, cenjeni gospodje. Dovolite mi, da še posebej pozdravim župana občine Puconci, Ludvika Novaka. Podžupana Jožefa Ficka in Branka Drvariča. Občinske svetnice in svetnike, predstavnike cerkve v občini, častne občane občine Puconci in druge prejemnike občinskih priznanj in nagrad, ravnatelja osnovne šole Puconci, direktorja javnega podjetja in direktorico Centra za ravnanje z odpadki Puconci. Pozdravljeni tudi vsi ostali prisotni. Na oder vabim župana občine Puconci, gospoda Ludvika Novaka. Spoštovana podžupana, svetnice, svetniki občinskega sveta, občinska uprava, prejemniki priznanj, drage občanke, občane, prijatelji, ter vsi, ki ste povezani z občino Puconci. Dovolite mi, da vas najlepše pozdravim. Če smo prejšnje leto obeleževali praznik z veliko udeležbo domačih in tujih gostov, pa smo danes predvsem v drugih razmerah, žal nam lansko in letošnje leto prinašata čisto nove okoliščine. Ne glede na to, v občini Puconci razvijamo vse funkcije, ki jih nalaga lokalna samouprava, pri tem nas vodi vizijo, ki jo nalaga razvoj vseh 23 naselij v občini. Naše gospodarsko življenje ni zamrlo, prav tako tudi delovanje občine pri izvajanju proračuna. Na področju prometne infrastrukture so skupaj z državo dokončali gradnjo ceste Gorica in Brezovci, skupaj z ureditvijo pločnikov in mostov v Brezovci. Ravno tako se ureja celovito obnova doma borcev na Barneči, pripravljamo tudi več projektov vrtec v Puconci, dom starejši v Puconci, ter tudi stolp v Bodonci. Zavedamo se, da uspešno delovanje lokalne skupnosti ne štejejo samo investicije, najpomembnejši so ljudje, naše občanke in občani, brez katerih si ne moremo zamišljati razvoj občine. Vsem občankam in občanom čestitam današnjem prazniku, posebej pa prejemnikom nagrad in priznanj.
Spoštovani so tudi današnji nagrajenci, ki ste jih članice in člani v svojih društvih prepoznali kot nosilce pozitivnega, srčnega in boljšega. Na oder vabim nagrajence leta 2020, Štefana Zelka, Ireno Horvat, Jožefa Rituperja, predstavnika prostovoljnega gasilskega društva Kuštanovci in Bojana Bezneca. Hkrati pa tudi predsednico Komisije za priznanja in nagrade občine Puconci, gospod Danico Kardoš, ki nas bo na kratko seznanila z delom omenjene komisije. Spoštovani, prisrčno pozdravljeni v imenu Komisije občine Puconci za priznanja in nagrade, župan in podžupana, člani občinskega sveta ter spoštovani lanski in letošnji nagrajenci ter prejemniki nagrade občine Puconci ob 23. in tokrat tudi ob 24. občinskem prazniku. Čeprav je bilo življenje v lanskem letu zelo omejeno in smo bili vsi na veliki preizkušnji, je občina kljub vsemu izdala razpis za priznanja in nagrade. Komisija se je po preteku razpisnega roka sestala 9. septembra 2020 in obravnavala ter ocenila prejete predloge za podelitev priznanj za leto 2020. Pravočasno do 31. avgusta 2020 in pravilno opremljenih je prispelo 9 predlogov. Predlog za veliko zahvalno listino ni bil podan v skladu z razpisom in tako ni bil obravnavan. Komisija je po pregledu in obravnavi vseh prispelih predlogov za podelitev priznanj in nagrade občine Puconci in upoštevanju izida glasovanja podala svoj predlog potrditev občinskemu svetu na 14. redno sejo, ki je bila 1. oktobra 2020. Občinski svet je predlog komisije soglasno potrdil. Prepričana sem, da so člani komisije in v prvi vrsti tudi predlagatelji svoje delo opravili odgovorno ter pošteno. Prav gotovo lahko trdim, da si naši nagrajenci za preteklo leto zaslužijo priznanja in nagrado, saj s svojim delom vedno znova dokazujejo, da so odločni, prav z vsakim svojim korakom pa pripomorejo k razpoznavnosti in razvoju naše občine. Sedaj prosim gospoda župana Ludvika Novaka in direktorico občinske uprave, gospod Matejo Breznik Fujs, da skupaj podelimo priznanja lanskoletnim nagrajencem. Štefan Zelko. Štefan Zelko iz Lemerja se ukvarja z lončarstvom. Prav on je eden zaslužnejših za ohranjanje tradicionalne ljudske obrti, saj izhaja iz družine, kjer se več generacij ukvarjajo z lončarstvom in katere izdelke še vedno izdeluje na tradicionalen način na vreteno. Proces izdelave lončenega izdelka od priprave ilovice do peke je njegovo delo, vključno z izdelavo bazena za ilovico in gradnjo peči. Izdeluje tradicionalne lončarske izdelke, vrt za vodo in vino, pisker za mleko, tepsijo, sklejco, pütro, bidračo, polevko, solenko. Vse to na tradicionalnem lesenem kolovratu, ki ga je treba poganjati z nogo ali pa na sodobni električni različici. Njegovi lončarski izdelki so tudi tradicionalno okrašeni in pobarvani. Je eden redkih, ki še obvlada skoraj pozabljeno znanje, redukcijsko ali črno žganje. Za ohranjanje tradicije je potrebno vključiti tudi mlade in tudi gospod Štefan zelo dobro sodeluje z osnovnimi šolami ter dijaki na raznih taborih, sodeluje tudi z javnim zavodom Krajinski park, s Porabjem in še bi se kaj našlo. Njegovo delo je lahko vzgled, saj prenaša lončarstvo, se povezuje s turističnimi predstavitvami in tudi z izobraževanjem. S aktivnim vstopanjem v javnost in prenašanjem tradicionalne lončarske veščine na mlajšo generacijo ohranja prastaro lončarsko veščino, ki na slovenskem etničnem ozemlju izumira.
Lončarstvo je edina registrirana domača obrt na območju občine Puconci, ki še v največji meri ohranja povezavo s preteklostjo. Štefan Zelko je eden najboljših in redkih slovenskih tradicionalnih lončarjev. Za večletno uspešno delo in za ohranjanje tradicionalne ljudske obrti mu občina Puconci podeljuje priznanje. Irena Horvat. Irena Horvat je nepogrešljivi člen Kulturno-turističnega društva Dolina. Je pobudnica ustanovitve in od samega začetka tudi predsednica omenjenega društva, ki v letu 2021 praznuje že častitljivih 20 let. Irena sledi ciljem društva, kot so ohranjanje naravnih znamenitosti in kulturne dediščine v vasi, promocija vasi na področju kulture in turizma, sodelovanje s kulturno-turističnimi društvi v okviru matične občine in povezovanje z drugimi društvi. V času obstoja društva je Irena nepogrešljiva pri pripravah in izvedbi vseh kulturno-turističnih prireditev, katerih ni malo. Prav tako je bila Irena pobudnica ustanovitve ljudskih pevk Žlahtna kapljica, ki svojim glasom in stasom ohranjajo kulturno dediščino in skrbijo za promocijo društva. Irena vedno priskoči na pomoč, tako krajevni skupnosti kot prostovoljnemu gasilskemu društvu Dolina, katerim nesebično pomaga na vseh prireditvah. Poleg omenjenega je pomembno tudi njeno delovanje v Zvezi kulturno-turističnih društev občine Puconci in znotraj same občine. Vsa leta se aktivno vključuje v promocijo občine na različnih prireditvah po Sloveniji in izven nje. Irena je sodelovala v pomembnih projektih znotraj same občine, tudi pri načrtovanju poti sprostitve in užitka, pri predstavitvi pozdravnih tabel, pri zasaditvi parka občine Puconci, ki je nasajen prav v njeni domači vasi Dolina, in skupaj s krajevno skupnostjo Dolina in društvom je tudi sodelovala pri postavitvi otroških igral v tem parku. Da je vsestransko aktivna, dokazuje tudi njeno članstvo v društvu upokojencev Puconci in Mačkovci. Irena nikoli ne pozabi na dobrodelnost, saj se skupaj s člani društva redno udeležuje dobrodelnih prireditev znotraj občine in prispeva delček po svojih zmožnostih za lepši jutri ljudi, ki ta delček še kako potrebujejo. Za dolgoletno in požrtvovano delo na področju kulture, lokalne samouprave in doprinos k razvoju vasi Dolina ji občina Puconci podeljuje priznanje. Jožef Rituper. Jožef Rituper je bil rojen v Pečarovcih, kjer stanuje še danes. Celotno delovno dobo je zaposlen kot srednješolski učitelj na Ekonomski šoli Murska Sobota. Jožef je veliko dosegel na pedagoškem področju in tudi na področju ekologije. Sta z njegovo pomočjo Ekonomska šola Murska Sobota in Osnovna šola Puconci pridobili certifikat Ekošola. Jožef Rituper dela kot prostovoljec že 45 let. Leta 1975 je bil pobudnik za ustanovitev stalne mladinske delovne brigade Mačkovci, ki je bila edina stalna mladinska brigada v Sloveniji. Pred 42 leti je bil pobudnik za ustanovitev KUD Matej Bor Pečarovci in čez nekaj let tudi soustanovitelj kluba malega nogometa Pečarovci. Jožef je v tem času plesal v folklorni skupini Moščanci in igral v dramski skupini v domačem društvu. Leta 2005 je postal tajnik TKŠD Pečarovci, od leta 2009 pa tudi predsednik omenjenega društva, ki je z novimi idejami in pristopi postalo društvo najprepoznavnejše v tem delu Slovenije. Veliko je naredil za rekreativni šport, teki in pohodi v Pečarovcih. Sodeloval je pri trasiranju poti sprostitve in užitkov, v Pečarovcih pa ohranjanje lanenarstva, lončarstva ter starih romarskih poti, od Sebeščana k gradu in k Sveti Trojici. Bil je pobudnik vedno novih svežih idej, na tej osnovi je nastala blagovna znamka Zgrebaš, ki jo nosi ljubiteljska gledališka skupina. Poleg te blagovne znamke je tudi njegova ideja o pohodnih izkaznicah, najprej po Goričkem, nato pohodna izkaznica občine Puconci,
celoti tudi skrbi za obe, koordinacija pohodov, spremljanje in analize. Je aktiven član upravnih odborov Pomurske turistične zveze, Zveze kulturnih društev Prekmurja, Športne zveze Puconci, Zveze kulturnih in turističnih društev Puconci, Goričkega društva za lepše vitro in Las Goričko. Jožef je tudi 10 let prostovoljec Rdečega križa Slovenije v krajevni skupnosti Mačkovci. Za prostovoljstvo v turizmu ter z njegovim prispevkom k razvoju v turizmu je prejel kar nekaj priznanj in plaketov. Jožef je že 3. mandat član občinskega sveta občine Puconci, predsednik sveta krajevne skupnosti Mačkovci in urednik občinskega glasila Občan. Za prostovoljno delo na raznih področjih, prispevek k promociji občine ter realizacijo prepoznavnih turističnih produktov mu občina Puconci podeljuje priznanje. Prostovoljno gasilsko društvo Kuštanovci. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1933. Pobudo za ustanovitev sta podala še s prej izbranimi 22 člani Aleksander Ovček in Ludvik Horvat. Vse od takrat se je društvo povečevalo s članstvom, dosegalo številne uspehe, skrbelo za stalno modernizacijo opreme ter leta 1957 začelo graditi nov velik gasilski dom. Iz zapisov je razvidno, da je imelo društvo številne vaje in usposabljanja. Tako je tudi v zadnjih letih se je še zmeraj, kljub zmanjševanju števila prebivalcev v vasi, število članov društva narašča. Do leta 2008 je imelo društvo le eno aktivno moško ekipo, od spomladi tega leta pa sta začeli delovati še ena moška in ena ženska ekipa. Tako so do leta 2015 delovale 3 ekipe, v tem letu pa se je pridružila še ekipa pionirjev, ki tudi dosega lepe rezultate. V zadnjih letih so precej sredstev namenili obnovi in posodobitvi gasilskega doma in opreme v njem, veliko pozornosti pa posvečajo tudi izobraževanju gasilcev. Leta 2003 so od prostovoljnega gasilskega društva Ivanjkovci kupili rabljeno gasilsko cisterno, kar je bila za društvo velika pridobitev, zaradi pogostih požarov v ožji okolici in težki dostopnosti požarišč na Goričkem. Spomladi 2011 so razvili nov prapor, ki je zamenjal starega iz leta 1988. Še posebej pa je vidno delo prostovoljnega gasilskega društva Kuštanovci zadnjih 10 let. Stremijo k stalni modernizaciji opreme, zato so leta 2017 predali namenu novo gasilsko orodno vozilo z vso potrebno sodobno opremo, leta 2018 pa so od prostovoljnega gasilskega društva Ložnica kupili še zmogljivejšo in večjo gasilsko cisterno in se z imenovanim društvom tudi pobratili. V letu 2019 so kupili še rabljeno sodobnejšo motorno brizgalko. Le redka so primerljiva društva, ki imajo 4 gasilske ekipe in sodobno gasilsko opremo ob 170 prebivalcih vasi. Za dolgoletno, dosledno, sistematično, prostovoljno delo na gasilskem področju društvu občina Puconci podeljuje nagrado v višini 500 evrov. Bojan Beznec. Bojan Beznec je član prostovoljnega gasilskega društva Bodonci že več kot 36 let. Je dobitnik večjih gasilskih priznanj in odlikovanj. Ima opravljen tečaj za nižjega častnika 2. stopnje in tečaj mentorja mladine. Že 22 let opravlja zelo vestno in pedantno delo tajnika PGD Bodonci in je nepogrešljivi član društva. Razen dela v prostovoljnem gasilskem društvu Bodonci je tudi član športnega društva Bodonci in prav tako član podeželske mladine Bodonci, kjer opravlja funkcijo blagajnika. Bil je eden izmed ustanovnih članov kluba malega nogometa Bodonci, kjer je bil dolgoletni igralec vse do poškodbe, katera mu je preprečila nadaljnje aktivno igranje. Zato se je bolj posvetil organizacijskim stvarem v društvu. Zaveda se, da je v sodelovanju moč in zato mu nikoli ni žal časa za dobrobit skupnosti. Praktično v vasi ni prireditve, na kateri ne bi aktivno sodeloval pri organizaciji in izvedbi le-te. Pri delu se v prvi vrsti vedno odraža njegov občutek za poštenost in pravičnost.
Bojan je velikokrat zgled ostalim članom v društvih. Za požrtvovano delo na področju gasilstva in lokalne samouprave mu župan občine Puconci podeljuje priznanje župana. V imenu nagrajencev prosim gospoda Rituperja za par besed. Spoštovane in spoštovani, ko enkrat prejemaš občinsko priznanje, si že star. Če pa to prejemaš eno leto pozneje, kot je bilo sklenjeno, da si pa že skoraj starec. Zato bom si dovolil malo vzeti švingelne, pa malo kaj prebrati stule. Spoštovani, spoštovane, naše življenja so zmeraj potovanja. Včasih vemo, kam smo namenjeni, pa tavamo po stran poteh, drugič vemo, da pot je, pa ne vemo, kje je cilj. Danes smo, vsaj mi, končali pot, prispeli smo na cilj. Želimo ohraniti v slikah in zapisih te trenutke, ki so pomembni za lokalno skupnost, še posebej pa se dotikajo vsakega izmed nas, nagrajencev za leto 2020. Vse, kar je kjerkoli zapisano, ostane in se ohrani za prihodnje rodove. Dogodke preteklosti ni mogoče izbrisati in tudi opravljenega dela ne. Teden, ki mineva, je zelo pester. Mineva v znamenju občinskega praznika, močnega dežja, vrha Evropske unije, hudih protestov, še vedno močno prisotnega koronavirusa, odhoda vplivne Angele Merkel, skratka, teden je pol pretresov. Tudi to, da ste mi zadali nalogo, da se v imenu nagrajencev zahvalim, je zame kar majhen pretres. Komu se je potrebno zahvaliti? Najprej našim najbližjim članom družin. Mnogokrat so morali zatisniti oči, sprejeti, da so nam druge stvari prav tako pomembne kot dom, zato smo jim zelo hvaležni. Hvaležni smo lokalnim skupnostim in društvom, ki so nas predlagale. Verjamem, da so vedeli zakaj, verjamem, da so prepoznali naše delo in verjamem, da se seveda zaradi tega ne bodo kesali. Zahvaljujem se v imenu nagrajencev komisiji za priznanja, dobro so prebrali, pametno ste se odločili in dali naprej občinskemu svetu. Zdaj, kako so glasovali, ne vem, ker me ni bilo, ampak glede na to, da v zapisniku piše, da 100% so dvignili roko, ko je bilo za, tudi hvala vam. Kdo smo letošnji nagrajenci? Smo ljudje in skupine, ki svojim delom pripomoremo k prepoznavnosti naše občine. Smo ljudje, ki ob delu za druge pozabimo nase. Svetujemo zasebnost, da omogočamo tekoče in lepše življenje vsem, ki živijo v naši skupnosti. Svetujemo tudi dosikrat družinsko življenje, pozabljamo nase, sprejemamo kritike, včasih tudi žalitve, da bi omogočili napredek in razvoj za vse. Velikokrat v takih trenutkih ostajamo sami, nerazumljeni, kajti eni nas imajo za povzpetnike, drugi za hlapce, tretji mogoče celo za norce. Toda najbrž smo to ljudje z občutkom za druge, z altruističnimi vizijami, zanimivimi idejami, ki hočemo več kot samo urejen domači vrtiček in urejeno okolico hiše. Hvala vsem, ki ste bili vpeti v zgodbo, da ste prepoznali naš prispevek skupnosti in hvala za zahvali. Trudili se bomo vsekakor še naprej, prihajajo mladi in novi rodovi, polno novih moči in upam, da bodo ideje še nadgrajevali in da bo iz tega zrasla še boljša zgodba. Mogoče občutek, ko človek prejme priznanje, se lahko enači samo s tistim občutkom, ko je neka prireditev, 2-3 dni, pa vložiš 50 ur, potem na koncu ti neka stara ženica reče, jaz žal že, kako je lepo bilo, dajmo še to napravljeno. Tako da hvala tudi vsem tistim, ki prihajajo na prireditve, ki so soudeleženci vsega, kar se pač v naših vaseh in občinah dogaja. Zahvaljujem se vam, da ste mi prisluhnili. Želim vam prijetne jesenske dneve, naj bodo odetih pahljačo pisanih barv. Želim vam veliko sončnih žarkov, pečenih kostanjev in seveda sladkega mošta. Želim pogum, da se izlečemo iz primeža omejitev
in obilico druženj s tistim, ki jih imate radi. Naj bo srečno do decembra, ko bomo lahko praznovali tako kot v starih zlatih časih. Naj bo lep vsak dan posebej. Uživajte življenje vsak trenutek. In seveda v imenu nas, nagrajencev leta 2020, izrekam čestitke nagrajencem za leto 2021. Najlepša hvala. Na oder vabim nagrajence leta 2021, predstavnico ženske sekcije namiznoteniškega kluba Kema Puconci, Štefana Časarja in predstavnico PGD Bodonci članice A ter Darka Carja. Svojo prisotnost sta iz zdravstvenih razlogov opravičila Jožica Barbarič, prejemnica priznanja občine Puconci, in Fran Cipot, predsednik Velike zahvalne listine. Oboje jima bo vročeno naknadno. Spoštovani, veliko veselje nam je lahko, da se v občini Puconci ne predajamo nejevolji in navkljub vse situacije dihamo, ustvarjamo in aktivno skrbimo za razvoj ter promocijo naših lepih krajev. Tako smo tudi v letu 2021 razpisali nagrado in priznanje občine Puconci. Do 31. avgusta 2021 smo prejeli pravilno opremljenih 12 predlogov. Komisija se je v polni sestavi sestala 8. septembra 2021 in obravnavala vse prispele predloge. Po izvedenem glasovanju smo svojo odločitev posredovali občinskemu svetu, ki je na 21. seji predloge tudi soglasno potrdil. Zdaj pa podelimo še priznanja in nagrado za leto 2021.
ženska sekcija namizno-teniškega kluba Kema Puconci. Ženski namizni tenis v Puconcih v zadnjih letih doživlja rezultatski razcvet. Čeprav je klub v preteklosti že doživljal lepe uspehe, pa v zadnjih nekaj letih v ospredje prihaja kakovosten rod mladih igralk, ki ob podpori starejših sodijo v sam vrh slovenskega namiznega tenisa. Bera medalj ženskega namiznega tenisa se je v Puconcih sicer začela že pred več kot 15 leti, ko je prvo žensko medaljo na državnih prvenstvih osvojila Maja Železen. Že leto kasneje ji je sledila Staša Matis s prvo posamično medaljo na državnih prvenstvih, ki jo je osvojila pri mlajših kadetinjah. Kasneje je sodelovala pri skoraj vseh uspehih kluba pri dekletih in postala vzornica mlajšim igralkam, ter zaenkrat edina, ki je osvojila medalje na državnih prvenstvih v vseh starostnih kategorijah. Matisovi so se počasi pridružila tudi mlajša dekleta in skupaj so začele postavljati nove mejnike. Leta 2014 v postavi Staša Matis, Ana Kovačec, Nuša Vogrinčič in Maša Harkaj so prvič nastopale v državni ligi in osvojile 3. mesto. Leto kasneje so bile še mesto višje in si v sezoni 2016-2017 zagotovile nastopanje v prvi ligi, slovenski ligi. Od takrat nastopajo v prvi državni ligi. Prvotni postavi se je pridružila trenutno ena najboljših mladink v državi, Blažka Harkaj. Od takrat pa do danes so se večkrat uvrstile med 4 najboljše in tudi 3-krat sodelovale na finalnem turnirju 4 najboljših za pokal Slovenije. Novi rod mladih igralk predstavlja že omenjena Blažka Harkaj, ki je v zadnjih letih osvajala številne medalje na državnih prvenstvih, med drugim postala tudi večkrat državna prvakinja. Je tudi prva igralka kluba, ki je nosila dres državne reprezentance na Evropskem prvenstvu. Kmalu so ji sledile nove, še mlajše igralke, Živa Dogar in Ema Crnkovič. Živa Dogar je bila druga klubska igralka, ki je 2-krat zapored osvojila državni naslov v dvojicah pri mlajših kadetinjah. Leta 2021 je kadetska ekipa deklic v sestavi Ema Crnkovič, Živa Dogar, Ana Gergek in Lana Mavčec osvojila 1. mesto in s tem naslov državnih prvakinj. Dodatno je skoraj enaka ekipa ob pomoči Blažke Harkaj osvojila še 3. mesto na mladinskem ekipnem državnem prvenstvu. Ema Crnkovič je z ekipo Slovenije postala ekipna balkanska prvakinja pri kadetinjah in ob koncu sezone kot druga iz kluba nastopila za Slovenijo na Evropskem prvenstvu. Za reprezentanco so svoji igralski karieri nastopale še Maja Železen, Staša Matis, Nuša Vogrinčič, Ana Kovačec in Živa Dogar. Klub se lahko pohvali, da so vse uspehe dosegle v Puconcih vzgojene igralke ob strokovnem delu Mirka Ungerja, ki je zraven vloženega truda igralk najbolj zaslužen za navedene dosežke. Za izjemne dosežke v namiznem tenisu in velik prispevek promociji občine Puconci doma in v tujini jim občina Puconci podeljuje priznanje. Jožica Barbarič. V sredini leta 1996 se je Jožica pridružila ljubiteljicam petja v Puconcih, ki so v letu 1997 skupaj ustanovile pevsko društvo Puconci. Pevke so se v letu 2003 odločile za ime ženska vokalna skupina Zarja. Jožica je v mozaik delovanja društva prispevala mnogo pomembnih kamenčkov. Nenazadnje je bila dolga leta tudi predsednica društva. Za skupino, ki so postale prave prijateljice, ji ni bilo nikoli odveč karkoli narediti. Ker zna z besedami, je pisala predstavitve za medije in vezne tekste za prireditve. Nepogrešljiva je bila pri organizaciji vaj, nastopov doma in tujini, kot tudi tradicionalnega letnega božičnega koncerta. Dokler je skupina delovala v okviru pevskega društva Puconci, je bila Jožica tudi članica predsedstva zveze. Ženska vokalna skupina Zarja je leta 2017 začela delovati v okviru kulturno-turističnega društva Moščanci in Jožica je prevzela funkcijo predsednike nadzornega odbora in vestno sodelovala na sejah. Vedno težje pa je prepevala vokalni skupini, kar ji je onemogočala bolezen. Nekaj let se je kljub bolezni trudila ostati aktivna pevka, v letu 2020 pa se je morala, čeprav zelo težko, umakniti iz aktivnega delovanja v društvu in v ženski vokalni skupini.
Ko le zmore, rada pride med prijateljice petja, kot jih je vselej zelo rada sama poimenovala. Spremlja tudi aktivnosti skupine in je njihova največja podpornica. Svojo ustvarjalnostjo in organizacijskimi sposobnostmi je kljub finančnim težavam uspela ohraniti ustrezni nivo društvene dejavnosti, poskrbela je za kvalitetno strokovno vodenje skupine in ustvarjala ustrezne pogoje za izvedbo vaj, nastopov doma in v tujini in izvedbo vseh prireditev. Vemo, da je njeno veselje do petja nasilno prekinjeno, toda njena ustvarjalnost na kulturnem področju v preteklosti je vsekakor tolikšna, da je upravičena, da se ji občina oddolži s priznanjem za ustvarjalnost kulturi. Za dolgoletno uspešno delo na področju kulture in njene prepoznavnosti v širšem prostoru ji občina Puconci podeljuje priznanje. Štefan Časar. Štefan Časar je bil rojen v Otovcih, kjer tudi prebiva. Osnovno šolo je obiskoval v Mačkovcih. 10 let je delal kot gradbeni delavec pri 2 zasebnih podjetjih. Želja po boljšem življenju ga je vodila v rudnik v Velenju, kjer je ostal 5 let. Vrnil se v domači kraj in se zaposlil v separaciji Puconcih, kjer je pred 5 leti tudi dočakal upokojitev. Štefan je bil od mladih nog aktiven v lokalnem okolju. Bil je delegat krajevne skupnosti Mačkovci v skupščini občine Murska Sobota, na ta način je prispeval k razvoju domačih krajev. Še posebej pa je pomembno Štefanovo delo na področju prostovoljstva, gasilstva. Tam je začel kot izprašani gasilec, preko strojnika, nižjega gasilskega častnika in sodnika postal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Otovci in vodil društvo do leta 2013. Vmes je opravil tudi izpit za višjega častnika in prevzel poveljstvo sektorja Mačkovci. Leta 2018 je po 50 letih aktivnega dela predal poveljstvo sektorja. Štefan Časar je prejemnik priznanja Gasilske zveze Slovenije, gasilske plemenice 1., 2. in 3. stopnje ter značke gasilski veteran. Za dolgoletno delo na področju prostovoljstva, gasilstva, še posebej za organizacijske in vodstvene dosežke ter nesebično pomoč sočloveku, mu občina Puconci podeljuje priznanje. Franc Cipot. Franc Cipot, rojen leta 1954, stanujoč v Tešanovcih, je svojo poslovno pot začel na mestni občini Murska Sobota kot vodja oddelka za proračun in finance. Leta 1995 je bil izvoljen za župana občine Moravske Toplice, katero je uspešno vodil do leta 2008. Ker se je vedno bolj čutil gospodarstvenika kot politika, se je odločil, da je čas za spremembo. Z letom 2009 je zasedel direktorski stolček Centra za ravnanje z odpadki Puconci, ki je bil takrat še v fazi vzpostavitve in razen opreme in prvega ustanovnega akta podjetje ni imelo nič, zato je bil prvega pol leta tudi edini zaposleni. Začetek je bil sigurno težak, saj je bil postavljen kot odgovorna oseba za področje ravnanja z odpadki v regiji pred prve naloge, ki so bile močno zaznamovane s prejemanjem pomembnih in potrebnih odločitev na 27 občinskih svetih. Ne glede na različne pristope in razumevanja v posameznih okoljih, je bil uspeh, da se je že konec leta 2010 sprejela skupna cena odlaganja komunalnih odpadkov in je preko Ministrstva za okolje in prostor bila tudi uveljavljena. To pa je bilo tudi na svoj način izhodišče za začetek gospodarjenja z odpadki v regiji v skladu z veljavno zakonodajo. Skupaj z zelenimi rudarji, kot je svoje sodelavce preimenoval iz komunalnih delavcev, direktor Cipot, mu je uspelo, da je to regijsko podjetje iz nič dobrih 10 letih postalo srednje veliko podjetje, ki ima najvišjo bonitetno oceno po rezultatih poslovanja, tako na ekonomskem kot na okoljevarstvenem področju. Takšna rast podjetja pa je v najtežjih časih pomurske regije, ko so po vrsti propadali giganti, kot so Mura, Pomurka in Panonka, omogočila zaposlitev več kot 50 ljudem, kar je imelo in ima še vedno izjemen pomen na socialno stanje velikih družin tega ruralnega področja. Zato je vodenje podjetja v smeri hitrega razvoja dejavnosti imelo tudi izjemen širši družbeni pomen.
Ob tem je razvilo podjetje Cerop eno od najboljših rešitev na področju obdelave in predelave bioloških odpadkov, iz katerih nastajajo prvovrstni komposti s certifikati bio in eko, ki so primerni tudi za ekološko predelavo. In če se je v letu 2008 pred začetkom delovanja podjetja Cerop večino oziroma 99% vseh odpadkov odlagalo, se danes po zahtevnih postopkih predelave odloži le cirka 15% vseh odpadkov, to pa je rezultat, ki presega pričakovanja in cilje, ki so jih občine sprejele pred začetkom izgradnje regijskega centra. Če zanemarimo različne nenatančne statistike v povezavi z odpadki in ostanemo pri globalni ugotovitvi, da trošimo bistveno več surovin, kot jih ta planet zmore, potem je jasno, da bodo odpadki zelo kmalu postali nova surovinska baza, če se bomo tega še tako otepali. V tem prepričanju je dosedanji direktor Ceropa pred 10 leti predlagal, da se kampus regijskega centra preimenuje v zeleni rudnik Pomurja in to ime se je v našem okolju med ljudmi dobro prijelo. Kot pravi gospod Cipot, so odpadki svetovni problem in hkrati velika priložnost v smislu krožnega gospodarjenja, zato je pomembno, da imaš na mestu vodje osrednje regijske inštitucije, kar Cerop nedvomno je, lastno vizijo in da si upaš zastavljati in uresničevati visoko, včasih morda previsoko za ta čas zastavljene cilje. Čeprav formalno po dobrih 12 letih odhaja iz podjetja Cerop, ki upravlja Pomurski regijski center, bo kot pravi ostal verjetno za vse življenje povezan s to tematiko, ki ga tudi kot človeka zelo zanima. Ta njegova navezanost na zdravo okolje je botrovala tudi sloganu podjetja Varujmo okolje, saj si ga izposojamo od generacij, ki prihajajo za nami, ki ga je uporabljal že v razpravah o okoljskih vsebinah za časa 16-letnega županja v občini Moravske Toplice, še preden je postal direktor podjetja. Za izjemen prispevek k razvoju dejavnosti ravnanja z odpadki v regiji in s tem varovanja našega okolja in dolgoletno uspešno vodenje podjetja Cerop mu občina Puconci podeljuje veliko zahvalno listino. Članice A prostovoljnega gasilskega društva Bodonci. Ekipa članic A prostovoljnega gasilskega društva Bodonci je skoraj v nespremenjeni postavi od malih nog skupaj že 21 let. Gasilske vrste so stopile kot pionirke, nadaljevale pot kot mladinke, trenutno pa tekmujejo v kategoriji članic A. Že kot pionirke so blestele na tekmovalnem področju, v članskih vrstah pa spadajo med tiste ekipe, ki so po rezultatih na samem vrhu. Kot pionirke in mladinke so osvojile 13 prvih mest in 2 naslova regijskih prvakinj. Kot članice pa so na raznih tekmovanjih osvojile 96krat prvo mesto, 48 prehodnih pokalov, od tega 11 prehodnih pokalov trajno last, 10 naslovov občinskih prvakinj, 6 naslovov regijskih prvakinj. Na državnem nivoju imajo eno prvo mesto, eno drugo in 3krat tretje mesto. Članice A, PGD Bodonci, so tudi zmagovalke prve pomurske zimske lige v spajanju sesalnega voda in prve pomurske poletne lige. V zimski pomurski ligi so postavile pomurski rekord v spajanju sesalnega voda v kategoriji članic. Pohvalijo se lahko tudi s tem, da so edina ženska ekipa, ki je v Korovcih osvojila prehodni pokal Fuchsgrabe, prav tako pa imajo 2 zmagi z obmejnih tekmovanj Slovenija-Avstrija. Članice A PGD Bodonci so v pomurski regiji osvojile vse, kar se da, zato so se odločile, da naredijo še korak več in so se prijavile na tekmovanje v državni ligi za pokal Gasilske zveze Slovenije. Postale so prva pomurska ženska ekipa, ki je uspelo zmagati na tekmi državne lige. Po letošnjem uspešnem državnem tekmovanju imajo članice velik cilj in željo, ki se imenuje Olimpijada Celje 2022. Čakajo jih naporne priprave in težke kvalifikacije za uvrstitev na to olimpijado. Od 8 ekip, ki se bodo potegovale za uvrstitev, bosta 2 tisti, ki bosta zastopali Slovenijo na olimpijadi, kjer bodo nastopile ekipe iz 30 držav. PGD Bodonci je društvo, ki ga ne krasita le talent in marljivost, temveč tudi pozitivna energija, usmerjenost k ciljem in navsezadnje predanost, delo in uspešnost.
Za odlične rezultate na gasilskih tekmovanjih širom celotne Slovenije in promocijo občine jim občina Puconci podeljuje nagrado v višini 500 evrov. Čebelarstvo Car iz Brezovcev. Medena zgodba čebelarstva Car sega v začetke 90-ih let. Ljubezen do čebel je gospod Karel Car začel s 4 panji. Na svojih izkušnjah se je hitro učil in že naslednje leto povečeval čebelje družine. Večino svojega znanja o čebelarjenju je prejel od očeta, tudi sin Darko. Veliko je pomagal očetu in tako bil posredno vpleten v delo s čebelami. V otroških letih je pomagal pri točenju medu, kasneje v najstniških pa je že pomagal pri zahtevnejših čebelarskih opravilih v panju. Večletne izkušnje očeta z tega področja so mu veliko pomagale, da lahko nadaljuje čebelarsko delo. Čebelarstvo v osnovi še vedno ostaja enako, se pa je način čebelarjenja z leti vsekakor moderniziral. Enostavnost dela z nakladnimi panji jih je tako navdušila, da so panje zamenjali. Njegov odnos do čebel je bil vedno preudaren, tako da so pri panjih iskali tiste rešitve, ki bi bile najboljše za čebele, šele potem tiste, ki bi olajšale čebelarjevo delo. Vse negativne strani nakladnega panja so skušali odstraniti z inovacijami, kar jim je v veliki meri uspelo. Z nabavo tovornjaka prevažajo čebele na pašo na Koroško, Kozjak in tudi na Pohorje. Vsako leto se udeležujejo ocenjevanj medu na sejmu Agra in na mednarodnem ocenjevanju medu v Semiču. Med čebelarstva Car je vpisan tudi v register pridelovalcev slovenskega medu z zaščiteno geografsko označbo, registrirano pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Na to so seveda ponosni, hkrati pa jih priznanja opominjajo, da ostajajo zvesti sebi, svojemu delu in skrbi za kakovostne izdelke, saj gre pri čebelarstvu za individualno delo in takšna objektivna potrditev kakovosti svojega dela predstavlja veliko vzpodbudo za naprej, hkrati pa seveda tudi obvezo, da pri svojem delu ne popuščajo in skušajo svoje delo nadgraditi. Poleg tega se s tem povečuje krog zvestih strank, med katerimi redni uporabniki medu tudi že zelo dobro vedo, kakšen je kvaliteten med. Konkurenca je močna, vendar se zavedajo svojih kvalitet in sposobnosti. Kot meni gospod Darko, ki je tudi predsednik čebelarskega društva Puconci, je za kakovostno in kvalitetno delo potrebno tako znanje, izkušnje, kot tudi veselje do dejavnosti, s katero se ukvarjaš. Čebele so ga navdušile že v prvem srečanju in so enostavno del njihovega življenja. Potrditve, da so njihovi izdelki kvalitetni in vrhunske kakovosti, ter da so uporabniki nad njimi navdušeni, jih samo še dodatno motivirajo, da nadaljujejo s svojim delom in še naprej vlagajo trud, veselje v svoje življenjske sopotnice, čebele. Za ohranjanje tradicije čebelarstva, ki je pomembno za kmetijsko pridelavo in okolje, jim župan občine Puconci podeljuje priznanje župana. Ker smo bili dogovorjeni, da bo v imenu letošnjih nagrajencev par besed spregovoril gospod Cipot, je danes zraven opravičilo tudi poslal eno pisanje in želel, da ga preberemo. Spoštovani gospod župan, gospoda podžupana, svetnice in svetniki občine Puconci. Čast mi je, da ste me izbrali za letošnjega dobitnika velike zahvalne listine, za kar se vam iskreno zahvaljujem. S tem ste mi na najlepši način izrazili svoj odnos do okolja, saj občina Puconci, predvsem pa krajani obeh sosednjih naselij Puconci in Vaneča, s tem, da so sprejeli v svoje okrilje regijski center za ravnanje z odpadki, že pred dobrimi 30 leti naredila izjemen korak za celotno regijo Pomurje. Skupaj s sodelavci nam je uspelo v zelo kratkem času nekdanjo deponijo spremeniti v zeledni rudnik Pomurja, pri čemer ta postaja prava surovinska baza, ki sloni na obdelavi in predelavi odpadkov.
Rezultati mojega vodenja podjetja so vidni ob pogledu na različne statistike, pri čemer lahko izpostavim dva ključna podatka, to je zmanjšanje količin odlaganja odpadkov in proizvodnja najkvalitetnejšega naravnega gnojila iz bioodpadkov v Sloveniji. Ob tem pa ima podjetje Cerob že nekaj let najvišjo platinasto boniteto poslovanja in spada med 300 najboljših podjetij v državi. Čeprav je na koncu mojega mandata vse skupaj imelo nekaj grenkega preokusa v javnosti zaradi ugotovitve Računskega sodišča, se dejstva ne spreminjajo. Moj pogled je bil usmerjen v razvoj, tako na tem podjetju, kot prej na občini Moravske Toplice, in na to, kar je bilo ustvarjeno v tem času, sem izjemno ponosen. Na koncu te zahvale moram izpostaviti izjemno sodelovanje vsemi dejavniki v občini Puconci, ki ste tako ali drugače z mano sodelovali zadnjih 12 let, še posebej z gospodom županom Ludvikom in podžupanom Brankom, pri čemer si želim, da bi se generacija tudi po odhodu iz funkcij še velikokrat dobila in se spominjala teh prijetnih časov. V imenu vseh letošnjih nagrajencev se iskreno zahvaljujem za priznanja in nagrade. Spoštovani, nikakor pa nismo pozabili na ostale predlagane kandidaterji, niso bili izbrani. Čisto vsak izmed njih si zasluži pohvalo in globok poklon, kajti žrtvujejo svoj predragocen prosti čas za aktivnosti na različnih področjih. Bodisi v kulturi, športu in gasilstvu ali pa kjerkoli drugje. Spoštovani, to, da ste bili opaženi in predlagani, je dokaz spoštovanja do vašega požrtvovalnega dela. Ne odnehajte, bodite, samo eden, pa vendar eden. Vsega ne zmorem, pa vendar nekaj zmorem. In ker ne zmorem vsega, ne bom odklonil, da storim tisto, kar zmorem. Torej, skupaj zmoremo vse in še več. Bodimo s svojimi dejanji vsi del naše čudovite občine. Spoštovani nagrajenci, v imenu Komisije za nagrade in priznanja in v imenu občine Puconci se vam zahvaljujem za vaše delo in vam še enkrat iskreno čestitam ter želim, da ne odnehate in ostanete uspešni in aktivni še naprej. Usmerite svoje oči proti zvezdam, ampak vedno ostanite z nogami na trdnih tleh. Dovolite mi, da ob 24. občinskem prazniku naše občine čestitam vsem občankam in občanom, občinski upravi in seveda tudi članom občinskega sveta. Dragi zbrani, živimo v časih negotovosti, ki nas počasi dela nejevoljne in izčrpane. Nikakor se ne smemo pustiti hromiti, ostati moramo aktivni in še naprej preudarno in seveda tudi previdno delati za dobrobit naših občanov. Smo tisto, kar delamo večkrat. Odličnost torej ni dejanje, ampak je navada. Bodimo edino in enostavno odlični. Iskrene čestitke in zahvala tudi z moje strani vsem nagrajenkam in nagrajencem. Posebej se pa zahvaljujem tudi nastopajočemu Maksimilijanu Žurmanu, glasbeniku, ki je popestril današnji dan. Želim vam prijetno praznovanje praznika občine Puconci. Po slovesnosti vas vabimo na galerijo na majhno pogostitev. Hvala.